Spoštovani, sem Peter Žmak in v imenu Gospodarskega kluba Nove Slovenije vas prav lepo in prisrčno pozdravljam na letošnjem prvem poslovnem zajtrku, kjer smo se zbrali, upam si to trditi, ljudje, ki cenimo odgovornost, spoštljivost, voljo do dela in ki nekje v srcu nosimo tudi to našo državo Slovenijo. In prav ta država v zadnjem času ni preveč naklonjena gospodarskemu okolju. Še več, z raznimi nesmiselnimi politikami, ukrepi to okolje še bolj obremenjuje, to pa potem postaja seveda manj konkurenčno. Na to opozarjajo praktično vsa gospodarska združenja v naši državi, vendar se ta glas nekako ali slabše sliši ali pa celo naleti na gluha ušesa. Zato je prav, da na to opozarjamo, da smo glasni še naprej in močno verjamem, da bo slej ko prej prišlo do take ali drugačne spremembe, ki bo pomenila zasuk v tisto smer, ki si jo želimo videti. Tako da meni je danes v čast in veselje, da bomo lahko govorili tudi o teh aktualnih temah in sicer z gospodarstvenikom, ki igra, če se izrazim v športnem žargonu, v Ligi prvakov. Je direktor Hidrije Holdinga, je tudi predsednik združenja Menedžer. Dr. Iztok Seljak, dobrodošli med nami. Dobro dan, najlepša hvala. Torej, vaš doktorat znanosti obravnava brezoglične mobilnosti prihodnosti in inovacije poslovnih modelov. Nam lahko mogoče za začetek poveste, kakšni so bili izsledki oziroma kakšna so bila nova spoznanja tega vašega doktorata? Ja, v bistvu gre za dve različni vsebini, ki sta pa med sabo na nek način pol povezani. Eno je Masters of Science, druga je PhD, obe zadeve na IEDC-u na Bledu leta 2007. Ta Masters of Science zaključen 2007, kar pomeni, da se je začel nekako kreirati 2005. Naslov zdaj po spominu je bil pa Future Powertrain Technologies in European Union by 2030 in conditions of lack of fossil fuels and zero emissions. To je bilo leto 2005. Pa bilo pa leto 2015 je bil pa PhD, to je pa Embedded Business Model Innovation, pomen inovacije poslovnih modelov proti klasičnim, kot jih poznamo, tehnično-tehnološkim inovacijam. Zdaj, kar se tiče te prve zadeve, je izjemno pomembna, na tem Hidrija temelji danes. Lahko bi mogoče temeljila tudi še vedno vodilna evropska električna mobilnost, pa žal ne, ker so se stvari odpeljale v drugo smer in to nismo razumeli, ali pa nekateri niso razumeli. Če skrajšam, rezultati te ekstrapolacije takrat približno 12 faktorjev od razpoložljivih zalog nafte, predvidenega gibanja cen nafte, predvidenih emisijske legislative, kako se bo razvijala, na drugi strani globinska analiza litij-ionskih baterij leta 2005, ko je bil Tesla v pogojih ekstrapolacija tehnoloških dosežkov na baterijah in tako naprej. Bom skrajšal še. Fast forward, naša ocena je bila, da bo 2015 bodo vsa vozila stop start, 2020 bodo vsa mehki hibridi ali pa hibridi, full hibridi in leta 2025 bo vse električno, leta 2005, ko je Volkswagen vehementno trdil, da iz tega nikoli ne bo nič, danes smo pa kjer smo, pa vsi lahko naredite svoje zaključke iz tega. Tako da, kar se tiče pa PhD-ja, ali pa sem, veliko ljudi je bilo vključenih, predvsem dokazovali, da inovacije poslovnih modelov so prav na drugih točkah dodane vrednosti v družbi ali pa na področjih nabave, prodaje, marketinga, komerciale, logistike, finančnega menedžmenta in tako naprej. Inovativni pristopi, novi poslovni modeli so za večkratnik dajo, povišene rezultate v firmi v odnosu na tehnično-tehnološke inovacije. Enega danskega profesora se spomnim, sem imel kot glavnega ocenjevalca z ene tehnično-tehnološke univerze gor v Kopenhagenu, tako je bilo kar zahtevno to dati skozi takrat. Ampak je šlo.
radi verjamemo. No, sicer ste pa ves čas svoje kariere povezani s podjetjem Hidria. Ta je svojo proizvodno močno vpeta v dobavo sestavnih delov za avtomobilske pogone vseh vrst. In zdaj, če tole malo pokomentirava, lansko leto mislim, da je bila dokončno sprejeta uredba na nivoju Evropske unije, ki z letom 35 prepoveduje prodajo novih avtomobilov s pogonom s motorji z notranjim zgorevanjem. Zdaj, nekateri evropski avtomobilski proizvajalci so vsaj z napovedmi že pohiteli in obljubljajo že pred letom 30, da bodo prišli kompletno na električna vozila. Na drugi strani imamo Toyoto, ki je, mislim, da je bilo pred tednom dni ali 2 tedni nazaj objavljeno, da se razvoja motorjev z notranjim zgorevanjem, da ne bodo opustili, ampak bodo to nadaljevali, ker imajo še veliko za povedati in pokazati. Kako vi vidite to zadevo? Se lahko na tem področju še kaj spremeni? Oziroma, če vas vprašam drugače, kakšna je prihodnost evropske avtomobilske proizvodnje? Koliko časa imamo? 3 dni, 4? Verjetno je stiza, kar smo prej rekli, na nek način izhaja, da smo mi pri sebi to zelo jasno naslovili svoje zaključke glede tega vprašanja leta 2005 do 2007. In z našim prepričanjem v to, da smo pravilno te megatrende ekstrapolirali na prihodnost bo taka, smo se postavili v sokreiranje te prihodnosti in zato je tudi so omogočamo danes praktično. In dokončno potrditev, da bo ta novi main design v bistvu baterijsko podprta električna mobilnost, ta poudarek na baterijsko ima izjemno pomemben globalno strateški, geostrateški pomen. Smo enostavno več 100 milijonov evrov do zdaj investirali v to smer. Trenutno vodimo verjetno eno največjih investicij v Sloveniji, 120 milijonov evrov v 15 tisoč kvadratnih metrov, 20 metrov visokega kubusa v spodnji Idriji, ki popolnoma cono spreminja tam in pomen popolnoma robotizirano, avtomatizirano, digitalizirano proizvodno v Idriji razvitih visoko učinkovitih statorjev in rotorjev za elektromotorske pogone. Tako da to enostavno, mi smo se 2005-2007 smo šli v to smer. Seveda istočasno smo pa še danes vodilni v svetu po hladnem vžigu dizelskih motorjev, zasedamo 40% trga in v skladu z našo strategijo last man standing po času v 3 do 5 letih bomo na 100% trga in nam prodaja v dizlu enormno raste iz leta v leto. Lansko leto bo rekordna, letos bo rekordna, naslednje leto bo rekordna. Verjetno se to zdi v kontradikciji, ampak enostavno smo uspeli sneti vse ostale playerje, ostal je samo še eden poleg nas in ne glede na to, da je tržni delež dizla padel od Dieselgate, ko je bilo res vse jasno, 10 let nazaj, po pospešku strani Tesle, iz takratnih leta 2015, 57-58% v Evropi, na današnjih 12%. Naš tržni delež raste iz takratnih 10%, zdaj na 70-80, jutri na 100. Ampak za opis te dvojnosti in na nek način igre, ki jo vsak igra pravzaprav s svojimi izjavami, pa je na Toyota, ki je bila vodilna v hibridih dolga leta, pa to ni znala prenesti v vodilno vlogo v električni mobilnosti, čisti, in so to prevzeli Kitajci in zdaj lahko dajemo take izjave, pa kaj bi si želeli, da ne bo, pa tako naprej. Enostavno tudi v Hidriji smo se za to odločili leta 2005, ampak še danes mogoče v kakšni debati znotraj firme, pa slišiš, ja, pa sej bo, sej verjetno bo bel počas, pa sej ne bo to zajelo celota, ne bo 100% hardol ljudi. Sam hočem reči, ta verjetno človeška naravnanost na to, da ostajamo v coni udobja, pa ne glede na to, kaj to stane na koncu, lahko da nas tudi ne bo več, ampak čim dlje časa sej ne bo toliko hudo, sej se ne bo spremenilo, sej bo tako, kad je bilo prej. Skratka, sej ni treba se premakniti, sej lahko sedimo naprej, pa ne delamo nič, poenostavljam namenoma, ampak poudarjam ta moment, ker je danes v sodobni Evropi, bom rekel, na pretek in to nas pelje v propad, žal, v relativno zelo kratkem času pred nami, če ne bomo izredno hitro se zbudili in ukrepali.
Torej, trdite, da evropska prihodnost je vsekakor električna. Ampak prehod, recimo, da bomo šli vsi na električne avte, ta prehod bo pomenil tudi veliko povečanje potreb po električni energiji, po kapaciteti, po distribuciji te električne energije. Se vam ne zdi, da se je mogoče na ta ključni faktor malce pozabilo? Kajti, če je sploh mogoče v naslednjih 10 letih, ker leto 35 je tu, tudi pričakuje se, da bo postopno se šlo na električne avte, ampak je sploh mogoče v teh letih zagotoviti dovolj proizvodnje in ustrezno distribucijo, da bomo lahko avtomobile uporabljali tako, kot jih uporabljamo danes. Kajti na drugi strani, če to ne bo tako, bomo očitno primorani uporabljati avtomobile manj. Ali se ne strinjate s to tezo? Mislim zdaj, ker moče, če nismo prej dosti jasen, kot ste rekel v odgovora, dejstvo je, da smo na globalni ravni, ne samo avtomobilska industrija, saj to vsi vemo, v enem izjemnem prehodu paradigme iz ekonomije in družbe, ki je bazirana na ogljični ekonomiji v preteklosti od industrijske revolucije naprej, v brezogljično družbo in ekonomijo, in ta prehod, bom rekel, je bistveno krajši, bistveno bolj intenziven, kot si ga je kdorkoli predstavljal, in smo sredi njega in bojo počasi že vse karte razdeljene. In v tem kontekstu nekega boljšega dizajna rešitve v tem momentu, kot je baterijsko podprta električna mobilnost za dekarbonizacijo in razogljičenje prometa, je praktično ni. Mi smo globoko v zgodbi. Kitajska je lansko leto prodala 30% električnih vozil na osnovo 25 milijonov, pomeni imajo kritično maso ekonomije obsega na 7-8 milijonih vozil. V Evropi smo zdaj na 20%, ZDA zanimivo samo na 10%, mogoče, imamo druge predstave. Ampak to zdaj v avtomobilska industrija ima kapacitete za polovico električnih vozil v roku 2-3 let, kar pomeni, da bo tega 30-40 milijonov in ta voz je za eno obdobje odpeljal. Zdaj diskusija o poti nazaj, to je spet tista diskusija, ki sem jo prej omenil, ki sem jo mogoče kdo želel, to je enostavno pot nazaj, ne naprej, ne bo funkcionirala. Pot naprej, druga, alternativna, ker verjetno se moramo zavedati, da je ta baterijsko podprta električna mobilnost kitajska zgodba, ne naša zgodba, da se je obladal v popolnosti in da ima take prednosti v smislu ekonomije obsega inovativnih prebojev, da so enostavno nedosegljivi. Potrebno bi bilo razmišljati o naslednji fazi, ker edino na tak način, bom rekel, lahko prevzamemo vajeti spet v roke, ampak ta naslednja faza je še popolnoma nedoločena, kar pomeni, da je time to market vsaj 10 let v tem trenutku. Vmes bo pa treba s tem živeti. Zdaj pa lahko debatiramo o induktivnem brezžičnem polnjenju iz ceste, kar je slovenski projekt. Gremo bil pred 3-4 leti Vinci, Wireless Induction Charging Infrastructure, kjer je bilo že vse dogovorjeno za to, da bomo prvo brezžično induktivno progo položili. Se boste spomnili, da je bilo to. Predne se je delalo iz Viča v centru Ljubljane, pa kako bo induktivni avtobus prvi evropski pelal evropske voditelje ob začetku predsedovanja, takrat je to bilo Slovenija Evropski uniji, ampak je bilo rečeno, da nekako, da takrat z vidika predstavnih, ko sem jim to razlagal, da to pa ne moramo v Sloveniji narediti, to je pa ne predstavljivo, to je lahko nek Silicon Valley, nekje v Sloveniji pa tega ne bo, in tudi ni bilo posledično, če ne bi bilo. Hočem reči, razne alternative, pa je vodik v smislu internal combustion engine na vodik, kar je z vidika tehnologije motora relativno lahko prilagodljivo, ampak infrastruktura vodikova je tema, ki je, bom rekel, ogromna, težko zahtevna, z marsikaterega vidika. Gorivne celice, pomeni proizvodna elektrike on-board avtomobila za še zmeraj električni pogon, verjetno 10 let, 15, 20 v resni masovni proizvodni. Druge opcije, vidite zdaj, s čem Kitajci vse prihajajo, za mikrobaterijami na nano nivoju, par, rekel, minimalna moč, nuklearnimi namreč, za trajanjem 50-100 let. Ampak točno tako se je začelo z mikrolitij-ionskimi baterijami sred 90-ih let na Kitajskem. Danes so pa te mikrobaterije 40% električnega avtomobila v težji vrednosti, ki jih popolnoma obvladajo in s tem obvladajo celotno električno mobilnost prihodnosti. Malo je treba ekstrapolirati te stvari, ki se dogajajo
in to, kje se dogajajo, da se ne dogajajo že več pri nas v Evropi. Torej, ključne bodo potem te inovativne kompetence posameznih trgov oziroma podjetij. No in Hidria je tudi na področju inovativnosti zelo močno podjetje. Zasledil sem, da se zadnje čase veliko ukvarjate tudi z razvojem tehnologije za avtonomno vožnjo vozil, predvsem krmilnih mehanizmov. Nam lahko tukaj poveste kaj več? V bistvu ne, na osnovi, kaj je bistveno več. Velika umetnost je tudi kaj povedati, kdaj, ne prezgodaj, ne prepozno, ampak ravno pravi čas in tako naprej, ampak bistvo te vsebine pa te diskusije je pravzaprav v tem, da je po naši oceni seveda ta vlak baterijsko podprte električne mobilnosti v veliki meri odpeljal, kar pomeni, da mi smo sicer kot Hidria svoje mesto najdli v tem, ampak Evropa ga žal ni na prav način, kar pomeni, da na področju elektromotorskih pogonov, mobilnosti prihodnosti je treba z vidika pogonskih sistemov razmišljati o 10 letih in več, da bomo res nekaj spremenili. Do takrat bo pa kar velika luknja. In v tem obdobju se pač sprašujemo, kje lahko kaj drugega naredimo, inovativno, revolucionarnega, in verjetno bi tudi Evropa lahko se naprimer kot na eno izmed segmentov poleg pogona usmerila v razumevanje funkcije avtomobila v naslednjih 10, 15, 20 letih, ko bo avtonomna vožnja prevladala in ko pravzaprav ne boš več upravljal z vozilom, bo to res postalo, kar spremeni vse, fundamentalno sredstvo za prevoz iz točke A v točko B. In kaj to pomeni, bom rekel, za avtomobil, kaj pomeni za funkcionalnost avtomobila, v smislu dela v avtomobilu, v smislu preživljanja prostega časa v avtomobilu, športnih, jogging, rekreativnih vsebin v avtomobilu in marsikaj druga. Ko človek začne razmišljati o tem, ali pa o tem, da že sama beseda avtomobil, ki ima predstavo, da ima verjetno 4 kolesa in tako naprej, je napačna, v resnem prebojnem razmišljanju, potem se začne odpirati popolnoma nove dimenzije in izjemne možnosti. Hočem reči, ni vse samo tako problematično, ali pa črno, ali pa težko, ali pa zahtevno. Treba je razmišljati na drugačen način in graditi te blue ocean zadeve, ne pa se spravljati pretirano v red ocean, ker ne bo šlo. No, ampak kdaj se bomo peljali z avtomobilom, ki bo imel vgrajen krmilni mehanizem Hidrije in fly-by-wire, recimo to, oziroma to, kar razvijate, ki bo omogočal avtonomno vožnjo? Imate kakšen plan? Naprimer, na področju pogonskih sistemov, zdaj dobivamo prva večja povpraševanja, kjer gre za elektromotorje, ki niso več gnani z elektriko, podprto z baterijsko tehnologijo, ampak z gorivnimi celicami, z fuel cell tehnologijo, kjer so piki volumnov recimo leta 2030 že proti 200-300 tisoč vozil letno, kar je resna masovna aplikacija, naprimer na tem segmentu. Medtem ko na steer-by-wire, kjer prenašamo v bistvu letalsko tehnologijo v avtomobilsko tehnologijo, so pa prvi resni volumni že kar tam po letu 2027-2028 v 100 tisoč kosih. Tako da se stvar resno pelje, vlagajo se stotine milijard evrov dobesedno v to rešitev, ki vemo, kaj prinaša. Ampak mogoče je še bolj pomembno to, da spet ni vprašanje, a bo ali ne bo, ampak je samo vprašanje točno kakšne dinamike. Na tem smo zdaj. Kdaj torej, ne? No, Hidria igra ključno vlogo tudi pri projektu Misija Gremo. Za ta projekt ste uspeli celo pridobiti partnerstvo države. Zakaj pravzaprav gre? Gre v osnovi za 20 let intenzivnega delovanja avtomobilskega grozda, slovenskega prej že,
kjer smo na nek način se poskušali že sestaviti skupaj, ampak smo tudi istočasno še zmeraj konfigurirali kot konkurenti, a ne ta predstava, da smo si teh 11-12 jedrnih firm pa vsi ostali v veliki meri, kar deloma smo si konkurenti med sabo, je preprečevala enostavno, da bi naredili nekaj več skupaj, da bi razumeli, kje so sinergije. A ne. Ko smo pa naenkrat malo bolj si začeli zaupati, se malo bolj odprli sami sebi, začeli se poslušati, razumeti, da mogoče imamo konkurenčnega overlappinga, ne vem, 10%, če ga imamo, sinergija pa skoraj vseh ostalih 90%, najmanj po polovica, ne. Takrat smo se pol sestavili skupaj, razumeli, da imamo izjemne konkurenčne prednosti skupnega nastopa na 3 stebrih, na pogonskih sistemih, hranilnikih energije, baterijskih sistemih in pa na ekstra lahkih materialih prihodnosti, kjer Slovenija sedi na lesu in biocelulozi, lahko naslednje generacije, ki je popolnoma neizkoriščena. In ko smo to na tak način postavili in vedeli pri sebi najprej, kaj želimo, prišli takrat do vlade, saj so se z ministrom pred začetku par besed sva rekla, ne, da smo skupaj te stvari začeli takrat, smo pa skupaj razumeli priložnost, razumeli, da gre za propulzivni segment industrije slovenske, v katerem smo namreč pred COVID-om delali prodajo 3,5 milijarde, skozi COVID, takrat, ko smo pol to skupaj naslavljali, zrasli na 5,5 milijarde skozi krizne razmere, kar marsikaj pove, a ne? In da imamo zdaj priložnost zarasti v tem segmentu na 8,5 milijarde v naslednjih 5 letih do leta 2030, pa mogoče s poudarkom na tem, da se s tem naši prispevki davki v proračun, ki so zdaj 300 milijonov dvignili na 0,5 milijarde, prenašamo dodatnih 200 milijonov evrov in na nek način, ker smo verjetno mi to relativno jasno postavili in znali povedati, je tudi država razumela, da je smiselno investirati 30 milijonov evrov letno v te najbolj, bi rekel, bazne prebojne projekte, kjer je time to market ne 3, 4 do 5 let, kar vse financiramo sami s 0,5 milijarde evrov v razvoj letno, ampak ta time to market traja 10 let, tam pa postanemo kratki in moramo to narediti skupaj. In to smo uspeli. Upam pa tudi, verjamem, zaenkrat se to dokazuje, da je to primer projekta, mi pravimo temu, pa bomo pol prišli mogoče do združenja menedžer, upam, kakšno besedo, a ne? Pravimo, na nek način boste me razumeli, kaj hočemo s tem reči, ne levo, ne desno, ne črno, ne belo, ne rdeče, zeleno, v nekem drugem pomenu te besede, naprej pa navzgor, v dobro vseh in potem se skupaj ocenjujemo in merimo, kdo k temu koliko prispeva. In gremo, hočem reči, en tipičen projekt, kjer, bom rekel, mora imeti nedeljeno podporo kogarkoli, ker gre za, bom rekel, začetek nekega resnega razvojnega preboja, ki je enostavno v dobro vseh in nima z tega vidika, bom rekel, nobenih razlik, do kogarkoli. No, ko ste ravno omenili še Združenje menedžer, kateremu predsedujete trenutno, tam verjetno ste tudi dobili in našli te sinergije, ki jih potrebujete pri tem projektu Gremo. Konec koncev združuje več kot 1200 menedžerjev z cele Slovenije, kar pomeni, kot ste sam lepo povedal, ne levo, ne desno, ne po barvah, ampak je kar cela pestrost oziroma mavrica v tem združenju. In kako te sinergije povezujete oziroma je potem lažje delati na enem takemu projektu, kot je Gremo? S Petro danes zastopava tukaj Združenje menedžer. Petra bo vedela, da je Združenje menedžer iskalo novega vodilnega leto nazaj. Jaz pa verjetno zdaj, ko pogledam nazaj, sem iskal, kako bi rekel, nek vzvod, preko katerega bom lahko še kaj več pozitivno spremenil. In takrat smo ta prvi dan, jaz sem pozvan, da ne predstavim svojo vizijo, pa sem prišel za mi danes, mi jutr, pa mi vsi skupaj, ne? Mi danes v tem smislu smo rekli, niti ne demistifikacija, ampak enostavno bom direkten, dekriminalizacije menedžmenta, gospodarstvenikov, podjetnikov in razumevanja, bom rekel, vloge ustvarjanja nove dodane vrednosti, na katere vse v tej družbi temelji v osnovi. Mi jutr, naša sposobnost razumevanja megatrendov, njihove ekstrapolacije, razumevanja prihodnosti pred drugimi, njenega sokreiranja in prevzem naše odgovornosti znotraj menedžerjev, ki na ta način postajamo poslovni voditelji, da
da presežemo 100 tisoč evrov dodane vrednosti iz zdajšnjih 60 tisoč v naslednjih 4-5 letih in s tem dvignemo bistveno življenjski standard ljudi. Ne? In smo rekli, da bomo zdaj v enem letu, ki se končuje pol v septembru, radikalno dvignili našo kredibilnost in dokaz našega spreminjanja samega sebe v tej smeri, da bomo lahko povabili celotno družbo in cel politični spektr k temu, da se nam pri tej spremembi do sedaj, se lahko tega dotaknemo naprej, negativnega vrednostnega sistema slovenskega žal in mi smo to pomenovali kontraproduktivni algoritem ravnanja v Sloveniji, ki ga poskušamo odkrivati, postavljati vsem na mizo, da se z njim soočimo, da razumemo, kakšen psihološki problem verjetno ima in ročno zavoro, ki jo ne mogoče, da bi šli naprej. In na ta način poskušamo spreminjati stvari in potem vzpostavljati pogoje za to, da gremo na bo samo edni in edini primer, ampak da jih bo veliko število še drugih v čim krajšem času. No, če se preseliva še iz slovenskega malo na svetovno merilo, zdi se, da živimo sedaj v obdobju, ko se razmerja moči na svetu spet malo na novo delijo in vzpostavljajo. In očitno največ izgublja Evropa, koncev evropski BDP v svetovnem merilu se drastično niža, na drugi strani se kitajski drastično viša zadnja leta. Kako to po vašem mnenju vpliva in bo vplivalo na industrijo, ki jo zastopate? Če izkoristimo to za ponazoritev tega razmišljanja pa nujnosti pogleda naprej pa razumevanja stvari, 10-20 let prej, kot se zgodijo. Ste rekel, razmerja se spreminjajo. Razmerja so se začela spreminjati intenzivno v sred 80-ih let, sigurno pa konc 80-ih let, pa takrat, ko so se pol leta 90 pa tam okrog zadeve zgodile. In takratni začetek vzpona Kitajske in ta situacija, ki smo jo danes pričali, je bil predvidljiv. Ali pa, če gremo nazaj, kaj ste, kdaj je to bilo, leta 2007-2008, ko je Evropa, danes se to zdi verjetno neverjetno, imela na mizi pravzaprav zelo resno debato, se takrat popolnoma drugačno Rusijo o integraciji Rusije, Evropska unija pa Turčije recimo. In kako bi danes stvari izgledale, če bi bili mi tja do Kamčatke, v odnosu na to, kar imamo danes. Ta sposobnost predvidevanja, kako bodo stvari izgledale, ampak seveda najlažje je to reči za nazaj, tema je pa danes za naprej. Mi moramo danes ekstrapolirati ta nadaljni vzpon Kitajske brezkompromisni, ki je šele na samem začetku, in kako bodo stvari izgledali v naslednjih 10-20 letih, če mi ne bomo ukrepali, da bodo gledali drugače. Zadnjič smo bili skupaj v Berlinu in smo poslušali to zgodbo. Jaz sem takrat rekel, ker sem bil malo, kako bi rekel, naspediran, ali kako se temu reče, ker je govornik pred mano, ki je imel, 15 minut, se mi zdi po programu govorene 32, pa ne samo to iritiralo, malo sem bil, srečal sem se z nemško realnostjo in s tem evropsko v enih 15 minutah, a ne neke debate o temu profit, na začetku profit, ok, sej, moramo imeti ni druge, pa sej v končni fazi se je tudi dober za razvoj, sedim v Ljubljani ali v Berlinu, ampak to stvari izgledajo gor. Zdaj, po je debata šla naprej o tem, da a je Nemčija gospodarski bolnik Evrope ali ne, in nekako odgovor, da sej nisem, imamo samo eno prekrokano noč za sabo, bomo spili en kafe, pa bo to spet šlo naprej, in do rešitve, ki je bila približno taka, da pa sej leta 2004 se je zadnjič zgodilo v Evropi, da sta bila fuzbalsko pa rokometno evropsko prvenstvo skupaj in takrat je Nemčija zmagala in sledila obdobje vzpona. Torej, leta 2024 bomo spet, upamo, da bomo zmagali in verjetno bomo spet. Zdaj sem pa zgubil ono, kaj sem hotel povedati, ampak mogoče je bilo pa to v bistvu celotno. Morali se bomo stresti. Moral bomo reči, da je cesar gol, bom rekel vse poprek, Evropa ima ogromen problem, Berlin, we have a problem, Houston, we have a problem, o tem smo govorili, pa Paris, pa Ljubljana, pa vsi skupaj wake up call, zelo hiter, ker bomo res pospešeno gremo v muzej na odprtem v Evropi in bomo pospešeno postali zgodovina
če ne bomo radikalno odreagirali na to, kar se dogaja. No, če še malo pokomentirava slovensko doseganje konkurenčnosti, trenutno se mi zdi, da je kar na majavih tleh. Zdaj, kaj bi po vašem morali spremeniti na državni ravni, da bi ta tla postala trdnejša in da bi omogočala razvoj inovativnosti, ki vemo, je pogoj za to, da so podjetja konkurenčna? Evropa ima enorm problem, ki ga ne naslavljamo, ker če bi v firmi se zgodilo, kot se je Evropi, da je imela Evropa leta 90, je producirala 30% svetovnega GDP-ja, danes pa 15% in padamo brez dna proti 10%, potem bi imeli krizni management, bi vse perje frčalo po koncu, mi se pa obnašamo, kot da je vse še ne vem kako, normalno. Slovenija na drugi strani je poleg tega, da je sestavni del tega problema, ima svoje probleme oziroma si jih še delamo, ker se ukvarjamo sami s sabo, namesto s ključnimi vsebinami in zato nas prehitevajo po levi in po desni. Jaz bi tukaj mogoče izkoristil na malo bolj konceptualnem nivoju za to, kaj je potrebno radikalno spremeniti za to, da bodo stvari drugačne s tem negativnim slovenskim vrednostnim sistemom, ker smo dejansko, kaj nas je bilo Petra, 150, 200 skoraj menedžerjev, nas je delalo na tem 6 mesecev, da enostavno poskušamo identificirati, ugotoviti, videti, kje je ta ročna zavora, ki nam 30 let preprečuje, da gremo naprej. Ker namreč pred 30 letih smo bili mi pod povprečjem razvitosti Evropske unije in smo še upali sanjati o tem, se boste spomnili, da bomo druga Švica, ne? Zdaj smo pa 30 let potem pod povprečjem Evropske unije razvitosti. Mene boli, ko slišimo 80% leta 2024, ampak ne upam si pa več sanjati o tem, da bomo druga Švica. In kaj mi ugotavljamo, da je ključni fundamentalni problem? Enostavno, koliko zdaj to izhaja iz teh 50 let, teh umestnih med 45 pa 90, lahko debatiramo, sej sploh ni važno, ne? Skratka, pomanjkanje samozavesti, nacionalne in posledično tudi osebne, posledično pomanjkanje ambicioznosti, vse splošno. Kar pomeni, da si že v osnovi vsi postavljamo premalo ambiciozne cilje, preniske cilje. In zdaj seveda, ko to kombiniramo s premajhno samozavestjo pri uresničevanju teh ciljev, dobimo točno to, kar danes imamo. To je prenisko dodano vrednost na zaposlenega, ki je na ravni 50-55 tisoč evrov, karkoli. In jaz pravim temu vsakodnevni reality show, ukvarjanja enega pomembnega dela, velikega dela slovenske intelektualne elite s prerazdeljevanjem preniske dodane vrednosti, namesto da bi se ukvarjala z ustvarjanjem više dodane vrednosti. Ne? Kar pomeni največji egalitarizem, tudi dohodkovni v celi Evropi, ki popolnoma demotivira kakršnokoli delo sploh, zakaj bi že delal, ker bo tako ali tako vzeto in prerazdeljeno na tiste, ki ne. Pa da bomo prav razumljeni, absolutno kapitalizem s človeškim obrazom v smislu vseh potrebnih socialnih korektivov za tiste, ki ne morejo tako ali pa drugače, ne pa za tiste, ki nočejo in ne bi. Tukaj bomo pač morali razčistiti samo, zelo jasno. Ker tak egalitarizem pač vodi v venezuelski scenarij enakosti v revščini in to po pospešenem scenariju. In pol ugotavljamo še to, če smem, ker se mi zdi izjemno pomembno, da je to enostavno pomeni popolno odsotnost kakršnekoli odgovornosti nas samih do samega sebe in do drugih okrog nas to tako funkcionira. To je popolna vdanost v sivino povprečja, v katerem kogarkoli, še posebej v gospodarstvu, ki se dvigne nad to kot zvezda, kot uspešnost, ga, bom rekel, snamemo dol v rekordnem času, ker poznamo metode, kako se to naredi, da ne bo motil to naše obdobje v povprečnosti. Pomeni kontraproduktivna zavist, ki prevlada vse pore naše, namesto produktivne, pozitivne zavisti, ko nam bo vsak tak, ki gre nad povprečje, predstavljal motivacijo, primer, uspeh, cilj, da bomo mi tudi taki kot oni in bo vse povprečje potegnilo zgor. In od tukaj pa sam korak do tega, kar imamo vsak dan, da se mlatimo vse poprek na vseh ravneh, eden proti drugemu, osebno, kot firme, kot inštitucije, kot država, namesto da bi sodelovali eden z drugim dobro vseh.
In to je ta algoritem, ki ko ga na tak način poveš, ga pol razpoznavaš vsak dan. In mi smo začeli enostavno se ukvarjati z njim in ga ne sprejemamo več. In se mi zdi, da je verjetno naš največji dosežek, ko smo to opredelili, šli preko te predstave, verjetno prej menedžerjev, in zato verjamem, da bomo poslovni voditelji, da je to problem družbe slovenske, to je problem, ne vem, politike mogoče, to je problem, skratka, ki je absolutno izven nas, ker mi smo pa drugačni, mi smo pa boljši, mi smo pa uspešni, to ni naš problem. Poglobili smo se v sebe, ugotovili smo točno iste stvari in se odločili in sprejeli zavezo, da bomo začeli najprej pri sebi. Mahatma Gandhi, mislim, da je bil everybody would be changing the world, but would not change himself. Vse se začne pri nas samih, zato zdaj smo lansirali projekt Podvig. To je radikalen dvig samozavesti, ambicioznosti, odgovornosti do sebe in do drugih in striktno sodelovanje vseh z vsemi v dobro vseh. Projekt Podvig, kjer dela približno 200 zdaj poslovnih voditeljev na zadevi in znotraj vsakega od teh stebrov, skupaj laufamo 27 projektov, ki jih bomo pokazali in s tem bomo tako ali pa drugače smo odločeni začeli premikati slovensko družbo končno v pravo smer. S temi zelo povednimi mislimi bi jaz ta pogovor končal, da se nam tudi vtisnejo malo v spomin. Potem pa se vsem skupaj zahvaljujem za vaš obisk, posebej še našemu gostu, ki si je vzel čas. In naj bo sporočilo tega zajtrka, da le skupaj bomo zadosti močni, da lahko stvari obrnemo na boljše. Zato, ker začne se pri sebi, potem lahko pa, če sebe spreminjaš in če pri sebi pozitivno razmišljaš in vidiš, kaj lahko še boljše narediš, potem lahko tudi širiš to širše. Tako da to naj bo sporočilo in želim vsem skupaj en lep uspešen dan in nadaljevanje. Najlepša hvala. Hvala za povabilo.